Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober dan, otroci! Danes se podamo na potep z dvema razigranima fantoma, Denisom in Matevžem. Mamino srce se zdi majhno, veliko komaj kot njena pest, a v resnici je dovolj veliko, da premore mnogo ljubezni za oba. Ne verjamete? Naj vama zaupam skrivnost. Pridite sem in se stisnite k meni. Vdihnite, zadržite sapo in se naslonite sem na moje prsi. Ga slišite? Moje srce, kako utripa. Bum, 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 bum. Še enkrat vdihnite. Bum, 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 bum. Vsak utrip mojega srca je utrip ljubezni. Nemogoče je prešteti, koliko jih je. Utripov. Bum, 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 bum. Bije srce ves dan, vso noč, dneve, tedne, mesece, leta. Mnogo jih je. Utripov ljubezni. Veliko, največ. Največ. Toliko, kot vaju imam rada. In to se ne bo nikoli spremenilo, ker nekaterih stvari ni mogoče spremeniti. Ali sonce sveti podnevi? Da. Ali luna sveti ponoči? Da. In morje je slano in oceani prostrani, kot je prostrano mamino srce, polno brezmejne ljubezni. Ljubezni, ki v mojem srcu tli za vaju. Torej je tu zato, da se deli. In z vama bo na vseh poteh in dogodivščinah, ki vaju čakajo. Čakajo, da se jih lotite skupaj, ker je skupaj lepše in bolj fino, ker si lahko pomagata, ker se lahko skupaj smejeta in pazita drug na drugega, ker si lahko vse povesta in si zaupata, ker si lahko podata roko, ko je treba skočiti čez potok ali splezati na drevo. Vse to in še mnogo dogodivščin, ki se začnejo z naslednjo stranjo. Štejemo lahko prste na rokah in nogah. 1, 2, 3. Štejemo lahko dežne kaplje, ko zunaj lije kot iz škafa, in luže, ki nastajajo na ulicah. Štejemo lahko snežinke, ki naletavajo z neba, kadar pokriti s toplo odejo zremo skozi okno. Štejemo lahko liste na drevesu, jabolka na jablani ter slastne maline, ki jih naberemo in se z njimi posladkamo. Štejemo lahko, koliko pik ima pikapolonica na svojih krilih. 4, 5, 6, pa kamenčke na plaži in ladje, ki se zibajo na morski gladini. Štejemo lahko korake od dnevne sobe do kopalnice, pa od kopalnice do kuhinje. Preštejemo lahko, koliko stolov, postelj in knjig imamo doma, ter koliko krožnikov, žlic, vilic in nožev je treba postaviti na mizo, kadar sedemo h kosilu. In piškote, ki jih v škatli prinese babica. Kako so dobri. 7, 8, 9. Štejemo, koliko okusov sladoleda imajo v slaščičarni. Pa kocke, avtomobilčke in druge igrače, ki jih je treba pospraviti v škatle. 10, 11, 12. Preštejemo lahko, koliko predmetov imamo v žepu. Seveda veljajo tudi lasne sponke, frnikule in vojački. Štejemo lahko, do kolikor želimo in seveda, do kolikor znamo. Štejemo lahko zvezde, ki se vsak večer prižgejo na nebu. Matevž, le koliko jih je? 1000, 10 000? Štejemo lahko utripe svojega srca, ki tiho bije v naših prsih. Denis bi jih znal vse prešteti. Verjemi,
Teh utripov je veliko, mnogo, neskončno. Težko bi prešteli čisto vse. Štejemo lahko ovčke, kadar zvečer ne moremo zaspati. 13, 14, 15, 16. O la la, kako dolg dan je za nami. Tako dolg, da se komaj da spomnim, kdaj se je začel. No, sonce je zašlo in prišel je čas za spanje. Matevž in Denis, pričakovala sem, da bosta po celem dnevu bolj pridna. O, kako sem se zmotila. Ko vam rečem v pižamo, raje divje skačeta po postelji. Ko je čas za kopalnico, se vidva raje lovita. Ura pa je pozna in jutri je treba zgodaj vstati. Zato na pomoč pokličem Vilo Vijeglavko. Vila Vijeglavka je zelo ugnana in nevidna. Slišim jo lahko le jaz, mama, in vselej mi priskoči na pomoč s koristnim nasvetom. Včasih mi svetuje, naj zapojem ali zažvižgam ali ugasnem luči. To pomaga. Vidva se začudeno ustavita, mi prisluhneta in končno se lahko lotimo večernih opravkov. Kopalnica, pa tuš in zobki. Ja, tudi zvečer jih moramo skrtačiti, te svoje zobke, da bodo zdravi. K umivalniku bom postavila stola, da se bosta lahko gledala v ogledalo. Ne vem zakaj, a zdi se mi, da se stvari lažje opravi, če se gledamo v ogledalu. Ko se bomo videli, bomo začeli. Vsak svojo ščetko od zgoraj navzdol. Ni nam treba hiteti, biti moramo dosledni, da pride na vrsto čisto vsak zob. Usta bomo imeli zaprta, da zobno kremo ne umažemo umivalnika in ogledala. Od zgoraj navzdol ter levo in desno, kot nas je naučil zobozdravnik. Ko bomo oščetkali vse zobe, bomo usta poplaknili z vodo in pojedli košček čokolade. Ne, ko si zvečer umijemo zobe, ne smemo jesti čokolade. Matevž in Denis, potem ko si zvečer umijeta zobe, odideta proti postelji. A preden smukneta pod toplo odejo, se spodobi, da pritisneta mami en velik poljubček za lahko noč in jo opomnita, da si mora zobe umiti tudi ona. Mu! Le kaj se dogaja v našem stanovanju? Uf, uf, uf! Je kdo na obisku, pa jaz tega ne vem? Je to mar lev, tiger, morda puma, leopard ali gepard? Kikiriki! Sem slišala petelina? Ura je vendar 5 popoldan, ne 5 zjutraj. Rega, 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 kvak. Imamo v kopalnici žabe? Ga, 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 ga. Ali so tam tudi račke? Mjau. Muc, 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 se je k nam zatekal mucek? In zdaj slišim še konjička? Raziskati moram, kaj se dogaja. Sledila bom živalskim glasovom in kateri zverinici bom našla v otroški sobi. Vaju, Matevž in Denis. V naročju bosta držala knjigo z živalmi in zvedavo gledala fotografije. Ob vsaki se bosta za nekaj časa ustavila in oponašala žival, ki jo bosta na fotografiji videla. Tako bosta spoznala, da na svetu nismo sami, ampak nas obkroža pester živalski svet. V morju, v gozdu, v zraku, okoli naše hiše, pravzaprav povsod okoli nas. Kako pisan je živalski svet, koliko živali bomo spoznali in tudi srečali. Ali ni to lepo, da na tem svetu nismo sami in živali se bomo lahko igrali tudi doma. Ko bosta odložila knjigo, se bomo spustili na vse 4 in lahko bomo kužki, konjički, mucki ali mroži. Lovili se bomo, se skrivali in oglašali, kot se oglašajo živali. Kikiriki!
Uf, uf. Mjau. Naredili si bomo bivališča, kjer bomo spali in se skrivali pred slabim vremenom. Če bo zunaj treskalo in grmelo, se bomo stisnili skupaj in počakali, da spet posije sonce. In živalim bomo lahko tudi pomagali. Kaj pravite na to, da pozimi postavimo ptičjo hišico? Žoga? To je igrača in pol. Žoga je več kot igrača. Z njo je mogoče početi 1001 stvar. Z žogo nikoli ni dolgčas, pa če si sam ali v družbi. Z njo se je mogoče igrati povsod, tako zunaj kot tudi v stanovanju. Vsekakor je v stanovanju ne smemo z vso silo metati, brcati ali si je podajati, da ne razbijemo luči, ogledala ali okna. Ob lepem vremenu bomo skupaj odšli ven in se naučili igranja nogometa. Matevž in Denis, ali veste, da je nogometno igrišče popolnoma preprosto pripraviti? Gol sta lahko 2 drevesi, 2 čevlja ali katerakoli druga 2 predmeta. Vseeno je, ali igramo na trati ali na betonu. Pomembno je, da si žogo podajamo z nogami in da nanjo ne stopimo, saj lahko pademo. In če nam nogomet ne bo všeč, bomo lahko žogo metali na koš. Če ne bomo našli primernega obroča, bom koš lahko jaz. Pred seboj bom sklenila roki, vidva pa boste lahko metala proste mete, dvojke ali trojke. Kdor bo prvi zadel 5 zaporednih košev, bo dobil sladoled. Kdor bo drugi zadel 5 zaporednih košev, bo dobil sladoled. In sladoled bo dobil tudi koš. O, ta žoga žogasta, skupaj si jo bomo lahko podajali v vodi in na mivki. Lahko jo bomo odbijali s palico ali metali visoko v zrak. Skupaj, kot ekipa jo bomo kotalili, vrteli na prstu in jo dali pod glavo, ko bomo počivali. Ali ni to super? Ena žoga in toliko zabave. Matevž, Denis potrebuje pomoč. Pomagaj mu, prosim, obuti čevlje. Jaz pa vama jih bom pomagala zavezati. Nato boste lahko vidva meni pomagala pospraviti dnevno sobo. V njej je veliko vajnih stvari in če vsak poprime za delo, bomo hitreje končali. Ja, včasih si je treba priskočiti na pomoč. Kadar česa ne zmoremo sami, morda smo prešibki, premajhni ali potrebujemo dodaten par rok, da kaj opravimo. Meni očka vedno pomaga olupiti krompir, kadar pripravljam kosilo, ker ve, da tega ne maram početi, pa tudi zato, ker mu je zelo všeč pražen krompir, ki ga pripravim. Včasih sem mu morala reči, naj mi pomaga. Zdaj za delo poprime sam. Oba sva prepričana, da se je prav odzvati, kadar kdo potrebuje našo pomoč. Pomagata lahko tudi vidva, Matevž in Denis. Naprimer, starejšim ljudem. Včasih jim je treba pomagati čez cesto, ker so starejši, so malce počasnejši in potrebujejo svoj čas. Na prehodu za pešce se postavimo obnje, pogledamo levo in desno ter se prepričamo, da je varno. Nato dvignemo roko, počakamo, da se avtomobili ustavijo in krenemo. Ob tem smo previdni, kot smo le lahko. Starejši včasih potrebujejo pomoč v trgovini, morda ne dosežejo izdelka na visoki polici, ne zmorejo razbrati cene ali imajo težave s težkimi vrečkami, ki jih je treba odnesti domov. Včasih pa je dovolj, če jim zgolj prisluhnemo, da nam povedo kakšno zgodbo ali zaupajo življenjsko modrost. Ali pa recept za res dobre piškote, ki jih lahko spečemo in pohrustamo skupaj. Pomagati sočloveku je plemenito dejanje, za katero ne potrebujemo zahvale v denarju. Dovolj je besedica hvala. Sem rekla hvala? No, z njo se zahvalimo tudi takrat, kadar kdo pomaga nam, pri kakšni zelo težki domači nalogi ali pri iskanju copatkov, ker ti lumpi copatasti se res radi skrijejo. Kdo bi šel na pot okoli sveta? Kdo bi se podal tja do obzorja, kjer se srečata nebo in morje? Jaz vem, to bomo mi, Matevž, Denis in jaz. Da,
Postali bomo čisto pravi pomorščaki, mornarji od glave do pet. Tam zunaj nas čakajo prostrana morja, divje reke in zasanjana jezera. Kako vendar, saj nimamo ladje, me bosta pocukala za rokav. In imela bosta prav, ladij še nimamo, naredili jih bomo sami, vsak svojo, iz papirja. Iz papirja, saj bodo vendar potonile, če bomo stopili na krov, se ne bosta dala. In spet bosta imela prav. Z njimi se ne bomo prevažali naokoli, ladice iz papirja bomo spuščali, vsak svojo. Pobarvali jih bomo z različnimi barvami, da bomo vedeli, katera je čigava. Res? Me bosta vprašala v en glas. Odgovorila vama bom, ali sta vedela, da ladice ni težko narediti. Vse, kar potrebujemo, so list papirja, načrt in nekaj spretnosti. Matevž, če bo Denis pri izdelavi ladice potreboval pomoč, se iz njega ne bova norčevala. Nesebično mu bova pomagala, da bo tudi njemu uspelo. Ko bodo naše ladice nared, se bomo odločili, kje jih bomo spuščali. Odprli bomo atlas in izbrali kraj. Bodo to kanjoni divje reke Colorado ali neukrotljivi valovi Tihega oceana? Bodo to tiha jezera, ki dremajo tam daleč sredi gozdov? Ali potoček, ki teče blizu naše hiše? Kjerkoli jih bomo spustili v vodo, jim bomo zaželeli srečno pot. Nato bomo zaprli oči in si predstavljali, kako je biti na njihovem krovu. Ko ti veter kuštra lase in je pred teboj dolga, dolga pot. Pot čez obzorje. Če je kje zabavno, je to zagotovo na morju, sploh poleti, ko so počitnice in nam ni treba hoditi v vrtec in šolo. Skupaj se odpravimo na obalo, tja k morskim valovom, čofotat, plavat in uživat. Preden gremo na morje, moramo spakirati. Razburljivo je že pripravljanje na morske dogodivščine. Matevž, boš poskrbel, da bo Denis vzel s seboj vse, kar je treba. Denis, tvojega brata sem že naučila pakirati. Prišel bo čas, ko se boš tega moral naučiti tudi ti. Da ne boš pozabil vzeti kopalk, brisače, natikačev in čepice, pa sončne kreme, rokavčkov, plavutk, maske, kanglice in lopatke. Bomo sploh imeli dovolj veliko torbo za vse? Denis, kaj vse je mogoče početi na morju, morda veš? Tam lahko plavaš, se potapljaš in pod vodo gledaš ribice. Morda lahko celo najdeš kakšno školjko ali dve, ali tri in si iz njih narediš ogrlico. Vesta, da je morje slano in da se v morju lahko enkratno igrata z očkom. Sploh, če se pretvarja, da je morska pošast, ki je sestradana prišla iz morskih globin. A ne skrbita, očka le poškropita z vodo, pa bo odnehal. V morje lahko mečeta kamenčke in po njem spuščata ladice, ki jih izdelata sama. Z obale lahko opazujeta obzorje ter štejeta ladje in čolne. Na plaži je mogoče narediti čudovite peščene gradove. Če jih bosta zidala, bosta pozabila na čas. In v mivko se tudi lahko zakopljeta sama, da bosta iz nje kukala le vajina obraza. Kuku! Zvečer pa, ko sonce zaide, se lahko odpravita na sladoled in na sprehod ob morski obali. Na nebu lahko štejeta zvezde in oprezata za utrinki. Pokonci sta lahko precej dlje kot doma in spita lahko, dokler bosta želela. Kdaj bo končno spet poletje? Luže! Denis, si zato, da ti Matevž in jaz poveva nekaj imenitnega. Nekaj, kar sem tvojemu bratcu zaupala pred časom na nek deževen dan, ko sva zrla skozi okno in štela dežne kaplje. Matevž, se spomniš? Zunaj je lilo kot iz škafa, ti pa si otožno gledal ven, ker si se hotel iti igrati v park. Točno to bova tudi storila. Sem se nasmehnila in pogledal si me, kot da se šalim. In točno to sva tudi storila.
Kot blisk sva zdirjala v predsobo, kjer sva se oblekla, da živ primerno. Denis, povedati ti hočeva, da se imaš lahko zunaj enkratno tudi, ko dežuje. Najprej obuješ debele nogavice in škorenjčke, nato oblečeš pelerino, pograbiš dežnik in že si nared za zabavo vseh zabav. To se imenuje skakanje po lužah. Odkrila sem jo, ko sem bila majhna in skakala sem na skrivaj, da starši ne bi vedeli. No, mene skakanje po lužah ne moti. Torej gremo? Ja! Recept za nepozabno skakanje po lužah se glasi: ko prideš ven, poišči lužo velikanko, vzameš zalet in stečeš. Hop, 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 čof, čof, čof. Skačeš lahko sonožno in z dolgimi koraki. Na mestu v daljino, levo, desno ter naprej in nazaj. Skačeš lahko tako močno, da ti voda brizga visoko do obraza ali celo čez glavo. Če pride do tega, je dobro zapreti usta in oči. Skačeš lahko sam, lahko pa se z bratom primeta za roke in skačeta skupaj. Zavrtiš se v krogu in ob tem vriskaš, vpiješ ter na ves glas poješ pesmice. Nato se malce ustaviš in poskočiš elegantno kot baletniki. In zaplešeš kot sloke plesalke tanga. In nato spet skočiš kot konjički. Hop, 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 čof, čof, čof. Naj živijo luže. In če nama bo kdo rekel, da nam tam zgoraj manjka kakšno kolesce, bomo le odmahnili z roko in se nasmehnili. Kolesc, majhnih in velikih, imamo dovolj. Tam zgoraj in tudi sicer. Se strinjaš, Matevž? S kolesci in kolesi je povezana tako rekoč neskončna zabava. Naprimer kolesa na poganjavčku. Se spomniš, Matevž, kako zabaven je lahko poganjavček? Denis, od svojega bratca se boš lahko naučil, kako se z njim voziti. Najprej počasi, da se ne prevrneš. Nato bo šlo vedno zanesljiveje. Čez čas boš pripravljen na čisto pravo progo, ki ti jo bova pripravila jaz in Matevž. Takšno z ovinki, prehodi za pešce in semafori. Ko boš poganjavček obvladal, bo na vrsti učenje vožnje s skirojem. Matevž, tudi tukaj mu boš lahko pomagal. Ena noga bo na skiroju, druga bo poganjala. Roke bodo čvrsto držale krmilo, oči bodo pozorno spremljale okolico, po kateri se boš peljal. 1, 2, 1, 2 in skiro se bo premikal, kolikor hitro boš želel. Po skiroju bo na vrsti kolo. Denis, najprej boš sedel v stavček na moje kolo, da boš videl, kako je treba poganjati pedale, voziti v vrsti in upoštevati prometne predpise. Da, Matevž, na glavo bomo dali čelado. Nato bo sledilo učenje vožnje na kolesu s pomožnimi koleščki in zvončkom. Ko bomo dovolj stari, bomo pomožna kolesca sneli, kar bo pomenilo, da smo že veliki. In nato se bomo lotili še rolanja. Tudi tu bomo potrebovali čelado in ščitnike, da ne bodo boleli komolci, pa rita, pa glava, pa kolena, če bomo padli. Počasi, korak za korakom, se bomo učili, kako rolati. Najprej na dvorišču, nato na igrišču in čez čas tudi kje drugje. Tudi v mestu. O, kako nam bo luštno, ko jo bomo s kolesi in kolesci mahnili po svetu. Šli bomo, kamor bomo hoteli, novim doživetjem in dogodivščinam naproti. Naj živijo sončni dnevi, ko lahko razigrano zdirjamo ven, plezat, skakat, drvet, se plazit in vrtet, kot smo to počeli mi, ko smo bili majhni. In kje se lahko počenja vse to? Na otroškem igrišču vendar, juhuhu! Koliko igral je tam, kaj ne Matevž in Denis? Tobogani, vrtiljaki, plezala, gugalnice, trampolin. Tobogan je super, ker najprej malce plezaš, nato pa se po riti spustiš navzdol. Po riti nikakor ne z glavo naprej. Švis!
je mogoče početi kaj lepšega. No, lepše je, če se po toboganu lahko spustiš večkrat. In gugalnica, gunga, gunga. Najprej vaju bom nekaj časa poganjala jaz, ampak veste kaj? Guganja se sploh ni tako težko naučiti. Res, zelo hitro lahko ugotovite, v katerem trenutku je treba pognati gugalnico, da gre visoko, višje, pa hitro in hitreje. In da se je ob tem treba močno držati, da z nje ne odfrčita visoko v zrak in se ob pristanku potolčeta. Draga moja lumpa, spoznala bosta, kako zabaven je vrtiljak, ko se vse vrti in beži mimo, mi pa sedimo in se smejimo in pojemo izmišljene pesmice. V glavi se vrti, 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 v trebuščku nas tišči, tišči, tišči. Ha, 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 hi, 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 hi. Skupaj boste lahko skakala na trampolinu, kot dva akrobata. Hop, hop, po dveh nogah in po eni nogi, zdaj po levi, zdaj po desni. Pa spet po dveh nogah in potem bumf, pristanek narito. In hop, spet nazaj na noge, na kolena, bumf, narito in spet na noge. Na trampolinu se vama lahko pridružim tudi jaz in skupaj bomo lahko prevračali kozolce, tekli na mestu in po vseh štirih, kot čreda divjih konj. Ko bomo utrujeni, bomo posedli na klopi in si privoščili malico. Včasih tudi sladoled, da se osvežimo in okrepčamo. In potem Denis in Matevž bomo vse skupaj ponovili. Tobogan, gugalnice, plezala, trampolin. Na lep, sončen dan. Plezanje, gunga, gunga, spuščanje in skakanje. Kot smo to počeli mi, ko smo bili majhni. Matevž, Denis sprašuje, kaj je to? Tudi ti si me včasih spraševal prav to. Se spomniš? Denis, takole bomo naredili. Pred teboj bom z bratcem razgrnila zemljevid. Tistega, ki sem ga ustvarila sama. Dolgo časa sem ga izdelovala, razmišljala ter risala in barvala. In na njem označila čisto posebne sledi. Sledi, ki korak za korakom vodijo do velike skrivnosti. Pst, Matevž, tudi Denis mora izvedeti, da je to zemljevid, ki vodi do skritega zaklada. Denis, si zato, da se lotimo dogodivščine, da ga poiščemo skupaj. 3 pustolovci, 3 pogumni pustolovci. S seboj bomo morali nujno vzeti kompas, da ne bomo zašli. Matevž, ti ga znaš uporabljati, zato nas boš lahko usmerjal na pravo pot. Denis, ti boš nosil zemljevid. Od doma bomo krenili proti severu. Hodili bomo toliko časa, dokler ne bomo naleteli na poštni nabiralnik. Potem jo bomo mahnili desno. Prehoditi bomo morali na tanko 50 korakov. Prešteli jih bomo skupaj, tudi na prste, če bo treba. Na zemljevidu je označeno, da po 50 korakih stoji drevo. Od njega bomo morali proti jugu narediti 10 levjih poskokov. Matevž, kako kaže kompas? Kje je jug? Te bom vprašala. Sledilo bo 10 levjih poskokov. Vmes bomo morali skočiti tudi čez potok. Previdno, da se ne zmočimo. Čeprav tudi pravi pustolovci se kdaj zmočijo, kaj ne, Denis? Premočene čevlje ali hlače lahko vedno operemo in posušimo. Ko bomo prišli čez potok, bomo sledili njegovi strugi, dokler ne pridemo do roba gozda. Tam bo treba poiskati najvišje drevo. Pa poglejmo, katero drevo je najvišje. Ob njegovem deblu nas bo čakala majhna skrinja. Je to zaklad? Boš vprašal Denis. Je, bravo mi. Odprli bomo pokrov in pokukali, kaj je notri. Matevž in Denis sta zato, da vama zaupam še eno skrivnost. Za mamico sta največji, najdragocenejši zaklad tega sveta vidva. O, ti šment! Risarije in slikarije, velike, pisane, številne, barvite, zgovorne in
Na stenah. Enkrat bom skočila v trgovino in vaju za kratek čas pustila sama z očkom. Ko se bom vrnila, bom naletela na presenečenje. Videla bom, da sta začutila svojo umetniško žilico in jo izrazila na hodniku, v dnevni in otroški sobi ali celo v kopalnici. Takoj mi bo jasno, kdo sta avtorja teh slikarij. Te risbe bi prepoznala sredi noči, če bi bilo treba. Z velikim ponosom jih na papirju gledam vsak dan, ker jih rišeta vidva, Matevž in Denis. Lepe umetnine, draga moja, se bom nasmehnila. Se ti zdijo? Bosta presenečeno odgovorila. Da, in veliko jih je. Bilo nama je dolgčas in zmanjkalo je papirja, bo odkrito povedal Matevž. Vidva pa sta seveda morala nekaj narisati. Očka je dremal, pa sva poskusila, da bi videla, kako to gre, bo iskren Denis. In kdo je začel risati? Jaz, bo odgovoril Matevž. Bele stene so se mi zdele dolgočasne in tudi malce umazane. Zato sem vzel barvice in flomastre ter začel risati. Denis se mi je kmalu pridružil. Te risbice so narisane za vaju. Čisto vsi sončki so narisani zate, vsa letala za očka. Res sva se potrudila, da bi bile lepe. Niso napačne, le podlaga, na katero sta risala, ni primerna. Ali si jezna? Bo zaskrbljen Denis. Niti ne, dobila pa sem super idejo. Kakšno? Vaju bo zanimalo. Z očkom boste odšli v trgovino po čopiče in barve. Pisane stenske barve. Vse skupaj boste prinesli domov in lotili se bomo dela. Stene ne bodo več bele. Pobarvali jih bomo z različnimi barvami in katero od vajinih umetnin bomo tudi pustili. Po stenah pa ne bomo več risali, prav? Prepričana sem, draga moja umetnika, da bosta z veseljem prikimala. Zavihali bomo rokave in se lotili dela. Vmes se bomo pogovorili o tem, da naša dejanja prinašajo posledice in da se je treba z njimi tudi soočiti. Zato velja o njih premisliti, preden se jih lotimo. O, ti moj Matevž, vem, da včasih globoko zavzdihneš, zaviješ z očmi in se vprašaš, zakaj je prišel Denis. Ta mlajši bratec, ki včasih joka, te jezi in skoraj vedno hoče tisto igračo, s katero se igraš ti. In Denis, starejši brat, se ti zdi, da te nikoli ne razume in da stalno hoče kaj početi po svoje. Le zakaj morajo biti na tem svetu bratje? Veste kaj, o tem se nam morda niti ni treba spraševati. Matevž, kaj praviš na to? Ko gre Denis spat in leže v svojo posteljo, se lahko uležeš zraven njega. Tiho mu lahko voščiš lahko noč in mu v roke na skrivaj podaš svetilko. Na tvoj znak jo prižgita in usmerita v strop. Svetlobo se da tako imenitno igrati, s svetlobnima snopoma se lahko loviš, lahko se zelo hitro podiš od enega konca stropa do drugega ali na steni delaš podobe iz senc. Zajčke, ptičke, kužke. Svetilko lahko preprosto ugasneš in nato spet prižgeš. In to potem ponoviš, nekajkrat zapored, hitro, kot le zmoreš. Ko svetilko ugasneš, se lahko igraš mnogo zanimivih stvari. Postelja lahko postane planetarij in vidva čisto prava astronoma. Na nebu se prikaže mnogo zvezd in planetov, ki jih je treba raziskati. Morda se lahko raziščejo kar s postelje, kaj pravita. Postelja lahko postane avtobus, s katerim prevažata svoje plišaste igrače v deželo sanj. Matevž, ti si voznik in Denis tvoj pomočnik. Ko se voznik utrudi, pomočnik priskoči na pomoč. Postelja lahko postane čisto prava podmornica, ki vaju popelje v podvodni svet. Tja, kjer sta tišina in mir in kjer živijo ribice, hobotnice in kiti ter orjaški lignji. V postelji se čez čas oči zaprejo kar same od sebe. Tik preden zaspita, se lahko primeta za roke in se skupaj podata na brezskrbno potovanje v deželo sanj. Potem pa zaspita.
globoko in trdno. Lahko noč bratca. Koga je strah teme? Pst, Matevž in Denis, če vprašata mene, je teme včasih strah našega očka. In kdo se boji noči? Le zakaj se bojimo noči, ko po noči na nebu zasveti na tisoče in tisoče zvezd, na tisoče drobnih svetlečih pikic, ki jih nekdo noč za nočjo posuje po temnem nebu. Matevž in Denis si predstavljata nočno nebo brez zvezd, da bi bilo po noči tam zgoraj temno, brez tistih drobnih prijaznih lučk. Potem bi bilo strah tudi mene. Ampak dokler so nad nami zvezde in boter mesec, se nam noči ni treba bati. Sta zato, da zvezde in ozvezdja bolje spoznamo. Kaj pravita na to, da se nekega jasnega poletnega večera odpravimo na opazovanje nočnega neba? Odpravili se bomo v izbran kotiček, kjer ne bo luči, ki bi nas pri opazovanju zvezd lahko motile. S seboj bomo vzeli daljnogled, svetilko, čaj in deko, da nas ne bo zeblo. Ko bomo našli primeren kotiček, bomo po tleh razprostrli deko, se ulegli, prijeli za roke in se zazrli v nebo. Wow, koliko zvezdic! Zvezdic, ki utripajo, mežikajo, se nasmihajo in so daleč, daleč stran. In koliko ozvezdij, nekatera ozvezdja že poznamo, kaj ne? Ozvezdje Oriona, ozvezdji malega in velikega voza ter mnoga druga. Ko bomo ležali pod poletnim nebom, si bomo ozvezdja lahko tudi izmislili in jih poimenovali po svoje. Ozvezdje Pujsek, ozvezdje Mucek, ozvezdje Lačni očka, ozvezdja Čedna mama ter prijazen Matevž in zaspan Denis. In če bomo imeli srečo, bomo na nočnem nebu videli tudi kakšen utrinek. To bi bilo res super. Sta vedela, da si lahko nekaj zaželiš, če vidiš utrinek. In morda se vama ta želja nekega dne res izpolni. Tam zunaj je svet, ki ni vedno prijazen. Kdo ve zakaj? Tega ne ve nihče, a tako je. Tam zunaj lahko naletiš na visok zid, ki ga ne moreš preplezati sam. Ali pa ti pot prekriža kdo, ki želi tvojo žogo, igračo ali te brez razloga odrine, udari. Tam zunaj so ljudje, ki gledajo grdo in ne marajo pesmic in glasnega smeha. Ljudje, ki jih veseli le, če te ujezijo, razočarajo, prizadenejo. In svet včasih objame gosta megla, ki prekrije sonce in z njim dobro voljo. Tako se včasih zgodi. Žal, a ne skrbita, zato imamo drug drugega, zato smo tu, da si pomagamo in pazimo drug na drugega. Očka in jaz budno paziva na vaju, na vsak vajin korak in dih, vsak dan znova. Tudi ko naju ni zraven, ko sta v vrtcu ali šoli, pri babici ali prijatelju. Budno paziva in skrbiva za vaju. Tako je in tako vedno bo. Pazila bova na vaju in na oba enako, Matevž in Denis. In prepričana sva, da nama bo uspelo. Tudi zato, ker si bomo pri tem pomagali. Če bo Denis naletel na visok zid, mu ga boš lahko pomagal preplezati, Matevž. Ko se bo pojavil kdo, ki bo želel njegovo žogo, se mu boš lahko postavil v obrambo. Ob meglenih dneh, ko ne bo mogoče videti sonca, si bosta sonce lahko pričarala sama. Sta vedela, da obstaja 1001 način, kako pričarati sonce. 1001 način, znan le bratcem. Tako se bo med vama spletla močna vez. Tako močna, da je ne bo mogoče pretrgati. Nikoli in nikdar. In če bo zid kdaj previsok ali megla pregosta, vama bova z veseljem priskočila na pomoč midva. Zato smo namreč tu, da si pomagamo in pazimo drug na drugega.
ob vsakem koraku in dihu. Tako pa smo pri koncu. Vse se nekje začne in konča. Sem rekla vse? No, skoraj vse se nekje začne in konča, razen vesolja in sreče ter maminega ponosa in seveda ljubezni. O ja, ljubezni, tudi ta je neskončna. In prav je tako, ker greje in ker malce tudi žgečka. Zaradi nje se smehljamo in včasih hodimo nekaj centimetrov nad tlemi, kot bi v rokah držali šop balonov. Zaradi nje se podamo na konec sveta in se smehljamo, čeprav ne vemo točno zakaj. Ljubezen. Kdo ve, od kod pride in kje živi. Ko pride in nas poboža, nam je lepo. Matevž in Denis jo čutita? Povsod okoli nas je. No, kljub temu se bomo včasih skregali in izrekli besede, ki jih v resnici ne mislimo. Lahko se pripeti, da bo kdo izmed nas jezen in da bo kdo celo jokal. Ko se bo zgodilo kaj takšnega, se bomo spomnili na vse prigode in nezgode, ki smo jih doživeli skupaj. Spomnili se bomo na tiste stvari, ki so nam drug pri drugem všeč. Spomnili se bomo, da z ljubeznijo lahko premikamo gore in preženemo sive oblake. In spomnili se bomo, da se imamo radi, neskončno radi, kaj ne? Kot vaju imam rada jaz, vajna mami. Mamina ljubezen je res neskončna. No, pa tudi naša ljubezen do nje je neskončna, kaj ne? Zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, mamico pa varno v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.